Okoli 50 ljudi se dnevno oglasi v prostorih mariborske Karitas s prošnjo po pomoči pri plačilu položnic za elektriko in ogrevanje. Lani so sicer uspeli pomagati 1200 in kljub temu, da število darovalcev ostaja nespremenjeno, ti prispevajo manj. Stiska je tako huda, da večina ljudi povprašuje že po hrani in oblačilih. Če mogoče pred 2-3 leti tega ni bilo toliko, so bolj želeli, da se plačajo položnice. Tukaj vidimo, da so zelo hvaležni za kakršnokoli pomoč. Ker finančnih rezerv skoraj da nimajo, vse več ljudi prihaja v ljudsko kuhinjo. Ta pa uspe zagotoviti dovolj hrane tudi za voljo pomoči trgovsko-gostinskih družb. Moramo tukaj pohvaliti trgovsko hišo Leclerc. Tam vsak dan dobimo 2 dni pred rokom artikle, ki so, potem je tukaj bakverk, pekovski izdelki in pa leon. Tudi na Mariborskem Rdečem križu so lani razdelili več kot 650 ton hrane. Njihovi prehranski paketi pa predstavljajo osnovni vir preživetja 43 tisoč ljudem. So razmere za nekatere ljudi, socialno ogrožene, že takšne, da praviloma ocenjujejo, da bi se naj samo z pomočjo paketov prehranjevali skozi celi mesec. Letos so razdelili za 15% več enkratnih finančnih pomoči kot lani. Med njihovimi darovalci pa ugotavljajo, da so predvsem tisti, ki že tako nimajo dosti. Ne poznam primera, da bi 100 najuspešnejših podjetnikov namenilo kaj za Rdeči križ Slovenije, najmanj pa še v Mariboru oziroma v mariborskem bazenu. Še večji pritisk na Karitasu in Rdečem križu pričakujejo čez kakšna 2 meseca, ko se bo množica ljudi znašla v brezizhodnem položaju zaradi neplačanih opominov letnih poračunov položnic.